pozdravljeni, nahajamo se v Muri, naravni in pa seveda tudi administrativni ločnici svoj čas in pa med drugo svetovno vojno. Na to stran pred menoj je Prlekija oziroma takrat v času druge svetovne vojne pod nemškim okupacijskim sistemom oziroma Štajersko in vedno je tudi tako bilo že od srednjega veka naprej. Če pogledamo v to smer, čez most, čez katerega vozijo danes osebni avtomobili in seveda tudi vse, kar je vozeče, je pa seveda Prekmurje. Prekmurje, Prlekija, to pogosto ljudje ne ločijo, ampak kar je pomembno in zakaj se tukaj nahajamo ob dejstvu, da je to bila seveda mejna reka, ob kateri so patrolirali na tisti strani madžarski žandari, vojaki, na tejle nemški oziroma nemški, ki so seveda prihajali predvsem iz sosednje Avstrije. Je pomembno to, da most, ki ga tukaj vidimo, seveda modernega datuma iz časov nove Jugoslavije, socialistične federativne republike Jugoslavije, je pa bil most najprej lesen in ko se je začela druga svetovna vojna, z aprilom 1941, so sami jugoslovanski vojaki, pripadniki jugoslovanske vojske, leseni most porušili, da ne bi čez Muro prišli seveda okupatorji. Ampak dejstvo je takšno, da seveda Nemci so bili neumajni in so prodrli seveda na prleško stran, oziroma celo do meje z Madžarsko pod enim od okupatorjev in seveda med obema okupacijskima conoma je potekal seveda tudi most, leseni. Nekoliko naprej, če se ozremo na desno, pa je seveda znameniti železniški most, železniške povezave med Prekmurjem in pa Štajersko oziroma preostalim delom Slovenije oziroma slovenskega ozemlja ni bilo vse do 20 let in Slovenci, Prekmurci, živeči v novi državi po letu 1919, se pravi do srede 20 let čakali, da dobijo aktivno železniško povezavo. Vlaki so namreč vozili zgolj na madžarsko stran. Čez most na tisto stran so seveda danes normalno naselja, zaselki in pa Petanjci. Recimo Petanjce pa poznamo predvsem zaradi grelcev in seveda znamenite nam vsem ljube Radenske. Mura je dolga, je zelo nevarna reka, deluje mirno, pomirjujoče, je povzela že veliko življenj, navsezadnje tudi aprila 1945, ko je Rdeča armada prihajala na tla sem kaj osvobajati ta del slovenskega oziroma jugoslovanskega ozemlja in domačini radi povedo, in to je seveda tudi zabeleženo v historiografiji, da je Mura od padlih pripadnikov obeh vojska krvavo tekla.